Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci. Dovolite mi, da vas najprej lepo pozdravim v imenu založbe Beletrina, ki je koordinator evropskega projekta, sicer financiranega strani evropskega programa, namenjenega ohranjanju spomina na evropsko polpreteklost. Mogoče bi v začetku poudaril, da že tretjič sodelujemo v projektu z Muzejem novejše zgodovine in to je pravzaprav že tretje partnerstvo, drugič smo v vodilni vlogi, gre pa gotovo za doslej najbolj ambiciozen projekt Beletrine na področju ohranjanja evropskega spomina. Projekt je obsežnejši, ima kar precej aktivnosti predvidenih, kasneje bo o njem govorila Maja Papič, koordinatorica oziroma vodja projekta. Danes pa smo tukaj seveda predvsem zaradi razstave, ki pa je vendarle izjemno pomemben konstitutivni del celotne zgodbe in ki bo potem potovala tudi po drugih državah, partnericah tega res zanimivega projekta. Dovolite mi, da se v začetku zahvalim najprej Muzeju novejše zgodovine, žal danes zaradi bolezni odsotnemu dr. Jožetu Dežmanu, direktorju. Seveda velika zahvala dr. Marku Štepcu, muzejskemu svetniku in vodji kustosev v muzeju, ki je se osebno izjemno angažiral pri tem projektu v strokovnem smislu. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem muzeja. Seveda velika hvala vsem na Beletrini, zlasti Maji, Barbari Rovere, ki je kot strokovnjakinja pisala prijavo in jo seveda še vedno projekt spremlja po strokovni plati. Hvala kreativni bazi, puncam za res privrženo komunikacijsko dejavnost temu projektu in hvala vsem drugim, ki so tako ali drugače pomagali, da je ta tema danes tudi tukaj lahko predstavljena. Sam bi mogoče za začetek nekaj misli, z ozirom, da seveda sem sodeloval pri razvoju ideje, morda povedal. Dejstvo je, da sem intelektualno odraščal ali pa recimo temu se formiral v desetletju po osamosvojitvi, morda tudi kako leto čez, in takrat so bile literarne revije še kako zelo žive, oziroma je v njihovem delovanju bilo izrazito čutiti ta naboj, ki je zaznamoval njihov obstoj v desetletjih pod socializmom. Sam sem takrat intenzivno sodeloval tako z revijo Literatura, mariborskimi dialogi, katerih urednik za leposlovje sem bil, in pa tudi nekako v zadnji fazi sem postal član uredništva Nove revije, kar je bila seveda takrat zame izjemna čast. Te revije so me osebno fascinirale. Zakaj? Predstavljajte si male publikacije po nekih zunanjih dimenzijah. Pomeni natisnjene največ v 1000 izvodih, pogosto v par 100 izvodih. Imele so neke male pisarne, kako sobico tu in tam. Neke omejene skupine ljudi so se znotraj njih združevale, pa vendar so imele neverjeten magnetizem, pa vendar so izrazito vplivali na družbeno življenje, pa vendar so ljudje v njih veliko govorili, oblast pa je bila nanje še kako pozorna. To so bile pravzaprav oaze svobode, nadomeščale so vse tisto, kar naj bi deklarativno zagotavljale druge, recimo jim pod narekovaji, velike institucije, medijske hiše, založbe in tako naprej. In znotraj teh krogov so ljudje lahko veliko bolj svobodno dihali in se izražali, kot je to bilo sicer mogoče. Seveda pa je iz tega izhajal tudi relativno napet odnos z oblastjo, ki ni bil enoznačen. Po eni strani je oblast dopuščala te revije, jih vedno znova ustanavljala, hkrati jih pa tudi vedno znova ukinjala. Pod raznimi pretvezami, od administrativnih do malo bolj ideoloških. Tisto, kar se mi zdi pa tudi pomembno, je pa to, da to niso bile nekakšne zgolj politične revije. V resnici je šlo
vendarle v prvi vrsti vedno znova za izrazito inovativno, drzno, literarno, umetniško ustvarjanje, za izrazito sodobna filozofska iskanja, tudi sicer sociološka in tako naprej, torej humanistična iskanja. In mirno lahko rečemo, da so te revije ne samo bile neke vrste opozicija avtoritarni oblasti ali pa monolitni ideologiji, ki je bila na oblasti, ampak so bile tudi neke vrste okno v svet. Prek njih se je slovenska literatura in širše slovenska misel pravzaprav povezovala z sočasnimi iskanji v svetu literature in filozofije. In če greste gledati te revije, boste videli, koliko pozornosti se je posvečalo novemu romanu, koliko pozornosti se je posvečalo eksistencializmu, koliko pozornosti heideggerijanski misli, koliko pozornosti najrazličnejšim zelo sodobnim iskanjem od Pariza do New Yorka. In mirno lahko rečemo, da so te revije bile tako prezentne v prostoru prav zaradi tega, ker se je čutilo, da so ustvarjalno izrazito potentne, da imajo to ustvarjalno prepotanje, to moč in da ne gre zgolj za neke manifeste proti neki ideologiji. Torej se mi zdi zelo pomembno vedeti, da je ta svobodnjaška narava teh revij, tudi njihova izrazita raznoterost, izhajala v osnovi iz res avtentičnih, umetniških in miselnih iskanj in da so nas prav ta iskanja v resnici osvobajala in posledično šele pravzaprav trčila tudi na politično realnost. Zdaj pa bi dal besedo dr. Marku Štepcu, da nam kaj več pove o celotni tematiki in sami razstavi in se mu še enkrat zahvaljujem za ves trud okrog razstav. Najlepša hvala. Jaz vas vse zelo lepo pozdravljam v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na tem mestu bi moral biti naš direktor, dr. Jože Dežman, ki je nažalost zbolel. On je z velikim veseljem to temo prevzel. Veste, da bi vam zelo rad bi vam povedal o obdobju, o času, o revijah, o sodelovanju in tako naprej. Tako da lep pozdrav v njegovem imenu. In pa seveda zahvalil bi se tudi kolegici Ireni Ribič, ki je en velik del tega organizacijskega dela s strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije ona peljala, tako da je pravzaprav ostalim nekje ostal ta luksuz, da smo se lahko res ukvarjali pravzaprav samo z vsebino. Zdaj vsebina razstave, ki bo potovala med vsemi temi partnerji, gre za, mogoče bo to še kolegica potem v nadaljevanju povedala, gre za 8 partnerjev. Gre za 8 partnerjev, uglednih partnerjev, med njimi so tudi 3 slovenske ustanove, poleg Beletrine, ki je nekje pokrovitelj vsega tega, znanstveno-raziskovalno središče Koper, ki sodeluje s Tržaško univerzo in pa Muzej novejše zgodovine Slovenije. Zdaj mi v našem muzeju, če začnem, bom rekel, moral bi nazdati na koncu, ampak bom začel nevljudno in z našim muzejem smo se pravzaprav odločili, da bomo celo zgodbo povedali na primeru 2 revij. Več si bomo gradiva zgodb ostalih revij privoščili potem v nadaljevanju v publikaciji. Torej začenjamo seveda nekje pripoved za letom 80 za pobudo 60 intelektualcev, ki so predlagali ustanovitev nove revije. Ta ime je potem seveda se tudi uveljavil. Zanimivo, zakaj to poudarjam, 60 intelektualcev, izobražencev, ki to naredijo, je to zato, ker to je pravzaprav novost na nek način bila v slovenskem prostoru. Zakaj novost? Novost, ker pravzaprav v samoupravnem socializmu, kakršen je bil, bom rekel, kot neke vrste, ali rečemo, družbena ureditev ali pa fasada pravzaprav partijske oblasti, enopartijske oblasti, je bila pravzaprav to zelo pomembna pobuda. In pa seveda razlika od prejšnjih revij, ki smo jih pa mi tudi vključili na razstavo. Namreč našo pripoved smo začeli z revijo Besedo, z revijo potem nadaljevanje z revijo 57 in pa s perspektivami. Vse seveda je, nekje so bile ustanovljene, da bi rekli, režimsko, ustanovila jih je država. Zakaj so bile te revije v resnici pomembne tudi po letu 1945, po drugi svetovni vojni in revoluciji? Zaradi tega, ker mi vemo, da temelj slovenske, ne samo slovenske, ampak v slovenskem primeru poseben narodne identitete je jezik. Zato so seveda literarne revije bile na nekem
bistvenem mestu, bom rekel, nosilca tega jezika, vseh novih tendenc in tako naprej. In zdaj imam seveda v mislih temeljni, teh revij je bilo veliko, ampak temeljni sta bili Ljubljanski zvon in Dom in svet, ki nekje, bom rekel, pokrivala sta oba politična pola. Bom rekel, letom 45 pride do reza, pridemo v drug svet, kolega dr. Grdina ga imenuje monistični svet, vsekakor vemo, da to je svet, kjer pravzaprav je dovoljena le ena stranka in tako naprej. In v tem svetu seveda je pa kljub temu so tudi državno ustanovljene revije skušale ta prvotni namen in pomen literarnih revij ohranjati. Seveda, ker so bile pa meje sveta določene ozko, so avtorji, kot je bilo že poudarjeno, so avtorji seveda hitro te meje naleteli na ozkost teh meja in bili seveda v prvi vrsti samocenzurirani, tisti, ki te samocenzure niso zmogli, so bili cenzurirani, kdor je šel pravzaprav še preko meja, ki jih morda se niti ni zavedel, je potem doživel tudi sodne prepovedi, preganjanja in tako naprej. Nenazadnje, v širši javnosti se zelo malo ve, imamo danes, kljub temu, da obstajajo publikacije od Marijete Žebovc, bolj popularno napisane, do Andrija Nalaha, leksikografsko pregled, vemo pravzaprav, kako so sodišča po letu 45 pravzaprav zmlela ali pa mlela avtonomno misel in tako naprej. Ali pa vsej povzročale polemike. Zdaj, če naštejem nekaj vrhov, poznamo zgodbo Gregorja Strniše, poznamo zgodbo Marjana Ružanca, njegov dvokratni zapor. Seveda, manj se zavedamo pa mnogih težav, ki jih imajo drugi, ki jih prav tako ta sistem melje. In seveda, jedro tega nekje se je začel z revijo Beseda. Lojze Kovačič, njegov zlati poročnik, je usoden za revijo Beseda. Njegove ljubljanske razglednice, ki so, ko jih danes beremo, še vedno vsaj deloma v okviru, malce bom rekel, skorajda socialističnega realizma, ampak seveda njegovi junaki so bili premalo zavedni proletarci, preveč so bili lumpen proletarci, preveč so bili ljudje z mesa in krvi in je to sprožil pravzaprav eno prvih literarnih polemik pravzaprav v slovenskem prostoru, to je lepo obdelal recimo dr. Aleš Gabrič v eni svoji analizi. In pa seveda, pol zlati poročnik postane osnova resničnosti, iz tega potem seveda je to začetek nekje potem za njegove prišleke in tako naprej, za ta veliki roman slovenski 20. stoletja. Na drugi strani iz praktično iste skupine ljudi potem nastane revija 57, danes je pozabljen Oder 57, tudi pozabljen je način, kako je bil Oder 57 ukinjen z ljudstvom, ki je prišlo v študentsko naselje in pravzaprav predstavo, ki obravnava problematiko kmetijstva in zadružništva, pravzaprav gledališko predstavo dobesedno razbilo in praktično Marjan Ružancov tekst je išel šele konec 80-ih let prvič in bom rekel tukaj, zelo poučno, tudi za današnji trenutek, kako je treba biti previdno, kako se pravzaprav obnašati z svobodo govora, misli, združevanja in sploh z nekimi avtonomnimi in tako naprej. In seveda, potem smo že pri, bom rekel, vztrajnosti te skupine, smo pri perspektive pravzaprav v istem letu gredo, nekje so ukinjene, ustanovljene in ukinjene. Ni slučaj, mi smo zbrali tu na te tri revije, ki smo jih zbrali za vitrino, smo zbrali točno to številko, kjer je tekst dr. Jože Pučnika ponovno o kmetijstvu, za katerega dobi kar nekaj let zapora. Zdaj, če bi seveda bilo možnost več teh, kar bo potem v publikaciji, bi lahko naštevali celo vrsto revij. Bom rekel, meje so bile testirane tudi prek problemov. Seveda, en velik del književnosti, vrhunske književnosti, se je pa seveda dogajal v zamejstvu. Zdaj, kolegi iz znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru so obdelali za razstavo in bo šel v nadaljevanju obdelala Most in zaliv in pa Batano, Trst reka povezava z uglednimi avtorji, predvsem Most in zaliv, pravzaprav sta, kot je podobno pri vseh teh vzhodnoevropskih, srednjoevropskih primerih, en velik del literature, svobodne literature, mišljenja se pravzaprav dogaja v emigraciji. In v slovenskem primeru seveda Most in zaliv in pa Meddobje.
prideta v to rubriko. Zdaj, in pa seveda, odločili smo se za, in pa Nova revija je seveda ta naravni nekje dedič te skupine ljudi, ki to pripelje. Na drugi strani smo se pa seveda odločili, govorimo o 80 letih, imeli smo dileme, namreč dali smo tudi revijo Tednik Mladina, ki seveda ni literarna revija, smo pa to upravičili pravzaprav s tem, da je imela prilogo Mlada pota, ki je bila pravzaprav kar pomembna za uveljavljanje mladih, predvsem pa v kontekstu, kot je bilo poudarjeno, te revije, Nova revija je primarno bila revija za družbena vprašanja, za filozofijo in za književnost. Verjetno si je tudi želela biti politična, ampak leta 80, ko je bilo to predlagano, je bilo to takrat prenevarno. Je pa seveda politika potem vstopila v ospredje z vrhuncem Nove revije za 57 številko februarja 87, kjer se pravzaprav pa res postavi kot temelj, bom rekel, opozicijskih slovenskih prizadevanj. Bom rekel, drugi pol te opozicije je pa seveda glasilo Zveze socialistične mladine Slovenije, ki pa hote, verjetno pa še bolj nehote, začne testirati tudi meje v 80 letih, meje režima in seveda naleti na cenzuro, naleti na prepovedi, naleti na moteče naslovnice in pravzaprav skupna točka pravzaprav obeh, na eni strani poglobljene filozofsko-literarne Nove revije in na drugi strani seveda Tednika, ki ima manj teh vsebin, ampak skupna točka kljub temu pa je, da pravzaprav tudi v 80 letih, ki danes veljajo za ne vem kako svobodna in praktično model vsega, takrat se je prostor seveda izrazito odprl po Titovi smrti, naraščajoča gospodarska kriza in tako naprej, kljub temu so bile pa določene stvari, je bila občutljivost še vedno velika, to pomeni vse te tabuizirane teme obravnavanja preteklosti, vloga, bom rekel, komunistične partije, bom rekel, večstrankarski sistem, ne, samostojnost, če ne upoštevamo razmislekov Franca Jeze kot osamljenega jezdeca in še koga, so pa prišli pravzaprav šele nekje z 57 številko Novo revije, nekje v domet širše javnosti. In znotraj tega smo mi želeli nekako naš prispevek muzejski, slovenski koncipirati. Pri tem je pa seveda, ko boste prebrali na panojih, je pa izredno lepo potem pa videti to primerjalno, kaj se dogaja, bom rekel, v srednji vzhodni Evropi za železno zaveso, kakšni so ljudje, ki kot begunci pobegnajo iz železne zavese, potem ustvarjajo svoje tekste, prav tako literarno pomembne, politično drugačne, svobodne, jih ustvarjajo drugje. Zanimivo je seveda tudi to, na Slovenskem se je vedno mislilo, koliko smo pravzaprav imamo neko izjemno situacijo, imeli smo neko morda vzvišenost do vzhoda in ta neka naša drugačnost. Danes pravzaprav vemo, da so tudi na Madžarskem, tudi na Poljskem v 70 letih, po letu 56, bile nastale ustanovljene državne revije in so seveda tudi tam avtorji te meje testirali, so jih občutili za zapori, in tako naprej. In pa seveda imajo pa, kdor bo pozorno prebral, bo videl, da recimo v slovenskem prostoru praktično sam izdata ni kot oblike, to na Poljskem seveda je močen po letu nekje 76, 77, posebej pa bom rekel po tistem Gdansku in teh nemirih, ki jih vodi Solidarnost in pa ta, bom rekel, poljska pomlad, če bi jo tako imenoval. Se pa recimo to zanimivost, ne, sami izdati imajo nekateri naklado od 15 do 200 izvodov, zanimivo je seveda tudi to, da v 80 letih, bomo rekel, duhu časa in te alternativne scene, ki je povezana tudi z glasbo, to vlogo sprejmejo tudi fanzini in tako naprej. In z vsega tega nastane eno vrenje, veliko, Litva, Madžarska, Poljska, Češka, ki jo sicer na razstavi ni. Zdaj, jaz ne bi tukaj bil preveč dolg, bi pa končal pravzaprav s tem, da tega vrenja mnogo premalo to reflektiramo, znanstveno raziskujemo in tukaj mi pravzaprav pri vsaki zadevi, ki jo preberemo, ki jo vidimo od kolegov tudi iz tujine, da se z njo ukvarjajo, vidimo pravzaprav, da je neraziskano, da je vse malce kot odrinjeno. Kar je pa seveda najlepše, in s temi besedami bom končal, je pa to, da v vseh teh
skromnih ali pa oblikovalsko lepše narejenih, tanjših, debelejših in tako revija, je pa to, kar je bilo že poudarjeno, vrhunska literatura, književnost in pa misel, s katere se pravzaprav lahko veliko, veliko naučimo in predvsem jo moramo pa brati. Najlepša hvala. Hvala, doktor Štepec, za ta res zavzet predstavitveni govor. Se vidi, da nas vse ta tema res prizadeva na nek način, bolj živo mogoče kot kakšna druga včasih. In res sem vesel, da smo danes tukaj in da pravzaprav, kot ste poudarili, na nek način odpiramo vrata za bolj artikuliran odnos do tega zelo zanimivega segmenta naše polpreteklosti. Je pa ne nazadnje minilo tudi že dovolj časa, da lahko na te stvari pa zdaj vendarle pogledamo mogoče bolj neobremenjeno in bolj objektivno. In vesel sem, če ta projekt in ta razstava spodbujata neka iskanja, ki bodo mogoče v naslednjih letih obrodila sadove in bomo vse to dogajanje lahko uzrli še bolj celovito in v pogosto izjemno zanimivih podrobnostih, ki, kot vemo, običajno krojijo delovanje stvari, pa jih potem kar nekako pozabljamo. Zdaj bi dal pa besedo še Maji Papič, ki vodi celoten projekt, da nam mogoče nekaj pove o celem kontekstu te razstave, torej o celotnem projektu. Ja, torej lepo pozdravljeni še z moje strani. Veliko je bilo že povedanega, predvsem kar se tiče vsebinskega dela, tako da jaz se bom osredotočila bolj glede takih splošnih stvari o projektu. Torej naj najprej povem, da je to dvoleten projekt, za katerega je Beletrina kandidirala na razpisu European Remembrance oziroma Evropski spomin v letu 2021 in je tudi kot edini slovenski vodilni partner pridobila projekt. Je pa skandidirala seveda skupaj z partnerji, vseh partnerjev je 8. Mogoče, če malo povem, kateri to so, torej poleg Muzeja novejše zgodovine Slovenije, tudi znanstveno in raziskovalno središče v Koper, potem Univerza v Trstu, Univerza v Peču, Univerza v Salzburgu, Univerza v Bielsko-Biala iz Poljske in pa Muzej Venklove hiše iz Litve. Torej, bistven namen tega projekta je nekako ohraniti zgodovinski spomin na dejanja in posameznike, ki so imeli nek pomemben vpliv na družbeno-politično življenje v nekem zgodovinskem trenutku. Torej, govorimo o vlogi seveda literarnih revij, zlasti vzhodnoevropskih literarnih revij, ki so pač takrat predstavljale nek glas nasprotovanja totalitarnim in avtoritarnim režimom v obdobju po drugi svetovni vojni. Torej, eden izmed razlogov za ta projekt, za katerega smo se skupaj s partnerji odločili, je tudi odpraviti dejansko pomanjkljivost dokumentacije in analiz na tem področju, kar je v bistvu zdaj še toliko bolj pomembno, ker imamo priložnost dokumentirati pričevanje posameznikov, ki so sodelovali kot uredniki in izdajatelji teh literarnih revij in seveda tako lahko na tak način tudi ustrezno dokumentiramo torej neko obdobje in ta res zanimiv zgodovinski pojav. Torej, poleg razstave so predvidena tudi 3 spletna predavanja, kjer se bo tematika še bolj poglobljeno predstavila. Torej, prvo predavanje je predvideno 17. oktobra, na katerem bo predstavljena situacija v Italiji in Sloveniji. Potem decembra seveda se predstava seli potem na Poljsko in od tam naprej v Avstrijo, Madžarsko, Litvo in nazadnje v Italijo. Začeli smo tudi že nekako koncipirati projektno publikacijo, to bo strokovna publikacija, za katero upam, da se bo našlo neko mesto tudi v mednarodni bibliografski bazi podatkov, o tem se tudi s partnerji pogovarjamo. Je pa tudi nekako bistveno, da se s to tematiko oziroma problematiko seznani širšo
splošno in pa tudi medijsko javnost, ker, kot sem že pač omenila, so do zdaj razprave potekale bolj v akademskih krogih glede te tematike. Torej, s partnerji smo imeli tudi uvodni sestanek, na katerem smo se tudi že pogovarjali o nadaljevanju projekta, za katerega si želimo, da bi se razvijal naprej, da bi se pač ta ideja še razvijala. Želijo si vključiti več evropskih držav v ta projekt in pa tudi nekako kreirati antologijo literarnih tekstov. In tudi vključiti mlajše generacije urednikov v ta projekt. Toliko mogoče. Hvala. Hvala, Maja. Torej, upam, da smo dovolj izčrpno predstavili celotno zadevo, seveda, če bo koga kaj zanimalo, smo tukaj in predlagam, da si mogoče skupaj z dr. Štepcem pač ogledamo razstavo, pogledamo, čeprav je bilo že precej rečeno. Še enkrat naj izrazim hvaležnost vsem, ki ste pomagali in pomagate pri tej temi in res osebno iskreno veselje, da se neka tema, ki me je tudi osebno zelo zaznamovala, danes v taki obliki pojavlja pred javnostjo. Hvala lepa.